Ljubitelice in ljubitelji futsala, navijačice in navijači Puntarja. Danes začenjamo s krstno oddajo Puntar TV. Naš prvi gost pa trener članske ekipe Matej Kavčič. Podobno kot lani, tudi tokrat vas je pričakalo kislo, deževno vreme. Mislim, vreme ne sme biti ovira. Mi vemo, da se nam dan začnejo priprave. Ne glede na vreme smo se odločili, da bomo v vsakem primeru tisti prvi del, da toliko te fizične baze, če tako rečem, le naredimo zunaj. Ne bomo šli kar v dvorano, je pa res, da bomo v letošnjem letu zelo kombinirali treninge in v dvorani in zunaj, na zunanjih igriščih, tako da ne bo te monotonosti, ampak da bodo fantje ta del pripravke verjetno najtežji, kar čim lažje dali skozi. No, kot rečeno, priprave se začeli 8. avgusta, glede na zgodnji začetek prvenstva, ki starta letos že 2. septembra. Ja, jaz sicer mislim, da je to malo prezgodaj, ampak glede na to, da ima reprezentanca ogromno, da bo imela ogromno aktivnosti, vemo, da so kvalifikacije za svetovno prvenstvo, vemo, da imamo v februarju evropsko prvenstvo. Očitno je pač koledar se ni moglo drugače staviti, je pa res, da to vseeno je malo prezgodaj in mogoče se bo marsikateri ekipi to na začetku tudi poznalo. Ekipo je zapustil Kristjan Čujec, eden najboljših igralcev futsala v Sloveniji, ki se seli v Španijo k podprvaku Caji Segovi. Ja, jaz bi ob tej priložnosti res Kristjanu samo čestital. Jaz mislim, da je to bom celo tako rekel, da je to nepojmljiva stvar mogoče za naše razmere. Marsikdo se niti ne zaveda, kaj pomeni niti druga ekipa prve španske lige. Tako da jaz res Kristjanu od srca privoščim, da bi dokazal vse te svoje potenciale, vse te svoje kvalitete, ki jih ima, in sem prepričan z enim delom, takim, kakor ga lahko v enem španskem klubu dobiš, bo sigurno še napredoval in se bo to poznalo sigurno tudi na reprezentanci. Nenazadnje pa Kristjanu so vrata odprta, sigurno v Puntarju zmerom, in mogoče bo tudi pri nas prinesel kakšne spremembe, kakšne dodane vrednosti, če tako rečem, da bomo potem tudi po njegovih zaslugah lahko delali kvalitetno in še boljše. Kakšno vprašanje? Ga ni? Hvala. Jedro ekipe ostaja nespremenjena. Tukaj morda pogrešamo Boštjana Uršiča, kako je z njim? Mislim, z Boštjanom se še pogovarjamo. Boštjan ima bolj sicer osebne težave, tako da če bomo tisto rešili, mogoče se nam bo tudi Boštjan pridružil, drugače pa ekipa ostaja v bistvu nespremenjena. Bi pa poudaril, da imajo vsi fantje eno leto izkušenj več. Mislim, da to pri teh stvareh kar došteje in bo te stvari v bistvu treba samo nadgrajevati in letos dokazati, da nismo bili zastonj lani na drugem mestu, in potrditi dobro delo strokovne ekipe in na koncu dobro kvaliteto samih igralcev, ki so v klubu. Matej, hvala lepa za pogovor. To je bil prvi intervju za Puntar TV. Hvala lepa vam. To bi bilo vse z uvodnega treninga članske ekipe v sezoni 2011-12, 16. sezone Puntarja v prvi ligi. Upam, da ste bili z prispevkom zadovoljni in da boste ponovno gledali, ko bomo pripravili drugo oddajo Puntar TV.